Dragi gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Začenja se Sportklubov svet, kviz, v katerem lahko ljubitelice in ljubitelji športa preverite vaše znanje. Tokratna tema bo znova nogomet, najpopularnejša športna panoga na svetu, ki se znova vrača tudi na Sportklubove kanale. Tako kot vselej bosta tekmovala dva tekmovalca, in sicer bo barve Sportkluba zastopal komentator Janez Zupanc. Janez, lepo pozdravljen. Lep pozdrav vsem skupaj. Janez, kako si ti seveda dočakal novico, da se končno španski nogometaši tudi vračajo na zelenice in da bo znova kopica tekem, ki jih boš seveda tudi sam komentiral? Mislim, da smo bili vsi presrečni, da se končno zadeve vračajo v normalo. Že prej nekako smo bili v nekem tem ritmu tekem, da imamo Beloruska liga, vse se je začelo vračati, zdaj španska liga, jasno, da smo vsi veseli, pa da se začne s tistim res velikim vročim derbijem v Andaluziji med Betisom in Seviljo. Veseli, presrečni smo verjetno vsi, tako kot gledalci, kot mi komentatorji, da se vračajo tudi tiste top lige. Ja, seveda, že včerajšnji obračun v Sevilji je bil nekaj posebnega. Kaj vse nas čaka še ta konec tedna, ko se pa zares vrnejo na zelenice še vse preostale ekipe? Janez, seveda boš tudi ti komentiral srečanja in domnevam, da so tekme španskega nogometnega prvenstva prav poseben izziv za vsakega komentatorja, kaj ne? Verjamem. Tu imaš seveda od Reala do Barcelone, Atletico in ostali klubi, ki se borijo za mesta Lige prvakov. Kot sem že povedal, mogoče Barcelona in Real v Španiji v zadnjem času, v zadnjih letih izstopata. So pa vsekakor zanimivi boji za ostale vozovnice, Evropo, obstanek in tako naprej. Tvoj konkurent oziroma tekmovalec, tekmec tokrat pa bo, tako kot vselej, gledalec, ki se nam je prijavil, in sicer je to Andraž Murovec. Andraž, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Andraž, tudi ti si seveda velik športni navdušenec. Sam si v mladosti ogromno časa preživel na nogometnih zelenicah. Nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, stvar je taka. Jaz sem v bistvu začel nogomet igrati pri enih 5-6 letih v svojem matičnem kraju Renče. Ampak potem v bistvu, ker je bil ta primanjkljaj generacij, smo potem v bistvu šli vsi v nogometni klub Bilje, se pravi 5 kilometrov iz Renč, in tam sem igral nogomet do 17. leta, na kar sem si pa v bistvu strgal križne vezi in potem prenehal z igranjem, nažalost. Si pa še vedno zelo vpleten v samo športno dogajanje. Spremljal si srečanja slovenske nogometne reprezentance praktično vselej na domačih tekmah, velikokrat bil na gostovanjih, bil tudi na Evropskem prvenstvu v odbojki, pa na rokometnih srečanjih in tudi na tekmi španskega kraljevega pokala. Na katerem srečanju je to bilo? To je bilo pa v bistvu na tekmi Betis Valencia, polfinale španskega pokala. Takrat je bilo v bistvu srečanje 2-2. Betis je povedal 2-0 in na koncu Gameiro v 90 za 2-2. In v bistvu res ena top izkušnja. Potem smo šli v bistvu čez 3 dni pogledati tudi Sevilla Eibar. Tako je bil rezultat 2-2 in res fajn ljudje, dobra izkušnja, poln stadion in res nekaj neverjetnega. Oba dva sta torej odlično podkovana, tako v nogometu kot še posebej v španskem nogometu. Španski nogomet bo tokrat recimo temu rdeča nit, čeprav bodo seveda vprašanja precej bolj široka in nogometno splošna. Začela bosta pa z nabiranjem točke že v prvi ogrevalni disciplini, in sicer bo to rubrika Dane trditve. Za začetek vaju čaka rubrika Dane trditve. Slišala boste kratko trditev, potrebno bo hitro razmisliti in ob danem znaku dvigniti listek s pravilnim odgovorom. Da, če je bila trditev pravilna, in ne, če je bila trditev napačna. Vsak odgovarja na vseh 6 trditev, vsak pravilni odgovor je vreden 1 točko in odgovarjata hkrati. Sta pripravljena, listki so na mizi? So. Ja. In gremo k prvi trditvi. Prva trditev se glasi: Jari Litmanen je edini finski nogometaš, ki je zabil zadetek v La Ligi. Da ali ne? In dvignete odgovor na 3-4 zdaj. Ne in ne. Jari Litmanen je edini finski nogometaš, ki je zabil zadetek v La Ligi. Še 2 Finca sta bila, in sicer Timi Pukki pri Sevilji in pa Jukka Raitala pri Osasuni, ampak nobeden izmed njiju ni dosegel zadetka, tako da je Jari najstarejši in najmlajši Finec. Gremo k drugi trditvi. Katar bo leta 2022 na domačih tleh prvič nastopil na svetovnem prvenstvu. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj.
Da in da, pravilni odgovor, Katar bo prvič nastopil na svetovnem prvenstvu, kar se bo zgodilo sploh prvič, da bo država gostiteljica prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. To je bilo samo leta 1930 na tistem prvem prvenstvu. Gremo k tretji trditvi. Lionel Messi je edini argentinski nogometaš, ki je prejel zlato žogo. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Da in ne. Tokrat je pravilni odgovor da. Lionel Messi je edini Argentinec, ki je dobil zlato žogo in to 6-krat med leti 2009 in 2019. Gremo k naslednji trditvi. Niti Real, niti Barcelona nista osvojila pokala UEFA. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Da in ne. Ne je tokrat pravilni odgovor, kajti Real je osvojil pokal UEFA in to leta 1985-1986, Barcelona pa je res eno izmed tistih redkih velikih moštev, ki nikoli ni slavila v tem drugoelitnem tekmovanju v Evropi. Torej nova točka zate, Janez. Andraž, kar pogumno, še ogromno vprašanje. Gremo k peti trditvi. Tam pa se glasi. Francozi so prvi poraz v finalih evropskih prvenstev doživeli na zadnjem prvenstvu proti Portugalski. Da ali ne? Je bil to torej edini poraz Francozov v finalih evropskih prvenstev? Pokažite odgovor na 3-4 zdaj. Da in da, tako je. To je bil edini poraz Francozov v finalih evropskih prvenstev, dvakrat pred tem, leta 1984 in 2000 so slavili. In gremo še k šesti trditvi, ki pa se glasi. Odkar Avstralija tekmuje na azijskem prvenstvu, je Nova Zelandija edini prvak Oceanije. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Ne in da. Tudi tokrat pravilni odgovor zate, Janez, ne je pravilni odgovor. Morebiti veš, katera ekipa je uspela premagati Novo Zelandijo? Jaz sem šel bolj na srečo, moram reči. Dobro, da si priznal in sreča ti je prinesla odgovor, kajti to je reprezentanca Tahitija. Tudi sam ne bi vedel, dejansko je bil Tahiti tisti, ki je torej premagal Novo Zelandijo in na ta način prekinil njeno vladavino na prvenstvih Oceanije. Vsekakor sreča, Janez, te je tule spremljala. Kako si vedel za Barcelona Real vprašanje? Glede, misliš, pokala UEFA? Tako. To se spominjam, to mi je bilo močkam v glavi, da je bilo tam nekje okrog 85, da sta igrala oziroma da je igral realno. Res je. In Janez, zelo dobro si opravil s to prvo rubriko. Andraž, ogromno časa je še, da se ogrejeva. Ampak po prvi rubriki prednost torej na strani Janeza. Janez je v prvem delu zbral 5 točk, Andraž pa je pri 2 točkah. V naslednji rubriki so na vrsti kratka vprašanja. Vsak tekmovalec bo imel na voljo 60 sekund časa, da odgovori na čim več kratkih vprašanj, njegov tekmec pa bo seveda pozorno spremljal in kasneje odgovarjal na vsa tista, na katera ne bo imel pravilnih odgovorov. Tokrat bo z odgovarjanjem začel Andraž. Andraž, 60 sekund zate. Si pripravljen na hitre odgovore? Ja. Ok, pa začniva na 3-4 zdaj. Kateri francoski nogometaš je zbral največ nastopov v La Ligi? Thierry Henry. Ne. Katera država se lahko pohvali s kar 6 zaporednimi lovorikami v Ligi prvakov? Španija. Ne. Katera ekipa je osvojila prvi naslov slovenskih pokalnih prvakov? Olimpija. Ne. Katera reprezentanca je prva osvojila naslov svetovnih prvakov? Urugvaj. Tako je. Katera reprezentanca je na zadnjem evropskem prvenstvu uspela ustaviti prevlado nemških nogometašic? Na zadnjem evropskem prvenstvu Švedska. Ne. Katero številko na dresu je Ronaldo sprva uporabljal pri Realu? Pri Realu 13. Ne. Še 5 sekund. Katera ekipa je dvakrat nastopila v finalu, a ostala brez naslova evropskih prvakov? Atletico Madrid. Ne. Ne. Ok, sva pri tistem odgovoru za Urugvaj, ampak dejansko si zdaj še sam dobro videl, kako težko je v tej minuti hitro pravilne odgovore. Pa sem prepričan, da na marsikatero od teh prav. imel.
Boš videl potem, ko se stvar obrne, kako bo Janez reagiral in ko boš ti lahko mirno čakal na njegove spodrsljaje. Pa poglejva, koliko jih bo Janez izkoristil. Na prvo vprašanje, torej, kateri francoski nogometaš je zbral največ nastopov v La Ligi? Janez, veš? Mogoče Antoine Griezmann. Antoine Griezmann je pravilni odgovor. 347 jih je zbral, Real Sociedad, Atletico in Barcelona so klubi, kjer je igral. Gremo k naslednjemu vprašanju. Katera država se lahko pohvali s kar 6 zaporednimi lovorikami v Ligi prvakov? Italija. Ne, ni Španija, ni Italija, Anglija je tista država in to dvakrat se je to zgodilo. Tedaj Liverpool, Nottingham Forest in Aston Villa 6 let zapored so angleški klubi torej slavili v Ligi prvakov. Gremo k tretjemu vprašanju. Katera ekipa je osvojila prvi naslov slovenskih pokalnih prvakov? Bom jaz rekel Maribor. Če ni Olimpija, potem je najbrž Maribor in Maribor je pravilni odgovor. To so bili penali oziroma 11 metrovke na Bežigradu, ki so tedaj odločili in Mariboru prinesli prvi pokalni naslov proti Olimpiji. Točka tokrat torej zate. Janez, in greva k naslednjemu vprašanju. To je bilo 5. vprašanje. Katera reprezentanca je na zadnjem evropskem prvenstvu uspela zaustaviti prevlado nemških nogometašic? Koliko vam je ženski nogomet? Ne. Nizozemska je bila tista ekipa, ki je po 6 zaporednih slavjih nemške izbrane vrste na evropskem prvenstvu prišla do lovorike pred domačimi gledalci. Torej Nizozemska, aktualna evropska prvakinja v ženskem nogometu. In še tole vprašanje, katero številko na dresu je Ronaldo sprva uporabljal pri Realu? Osemnajst mogoče. Ne. Andraž, si se vmes mogoče spomnil, katera je bila? Ne. Ne, je bila 9. Namreč Raul je tedaj zasedal 7 in tisto edino sezono, ko sta bila oba pri klubu, je imel Ronaldo 9. To je bila sezona 2009-2010. In še zadnje vprašanje, na katerega Andraž ni imel odgovora, je pa, katera ekipa je dvakrat nastopila v finalu, a ostala brez naslova evropskih prvakov? Tu je sicer bilo vprašanje zastavljeno tako, da je nekoliko zmedlo Andraža. Bilo je mišljeno, katera reprezentanca je dvakrat nastopila v finalu evropskega prvenstva, a ostala brez naslova evropskih prvakov. Janez, morebiti veš, katera bi bila to? Portugalska. Ne, Portugalska. Pardon, ni Portugalska. Lahko pa še enkrat tebe, Andraž, vprašam, si morebiti vmes, zdaj ko veš, da gre za reprezentance, bi imel drugi odgovor? Katera ekipa misliš, da je dvakrat nastopila v finalu evropskih prvenstev in nikoli osvojila lovorike? Nikoli osvojila. Nikoli osvojila. Edina ekipa, ki je dvakrat bila v finalu, pa nima niti ene lovorike. Ne vem, ne. To je Jugoslavija. Daleč v zgodovino je bilo potrebno iti leta 1960 in 68, samo še Belgija se lahko pohvali s tem, da je bila v finalu in nima naslova, poleg Jugoslavije. Preostala moštva, ki so kadarkoli zaigrala v finalu evropskih prvenstev, imajo vsaj eno lovoriko. Torej, s kratkimi vprašanji sta opravila tako, da je Janez osvojil 2 točki, 1 točka zate, Andraž. Sedaj pa obračamo situacijo in sedaj bo imel Janez na voljo 1 minuto. Andraž, ti boš pa videl, kako mirno lahko človek preživi to minuto in razmišlja medtem, ko se tekmec trudi. Janez, so pripravljena? Ok, smo. In začneva na 3, 4, zdaj. Katero ekipo v La Ligi ima v lasti nekdanji brazilski zvezdnik Ronaldo? Real Valladolid. Pravilno. Kateri trener s 3 lovorikami v Ligi prvakov je bil uspešen z različnima kluboma? Katera slovenska ekipa je kljub 9 nastopom v finalu osvojila le 1 pokalno lovoriko? Celje. Res je. Katera reprezentanca je 3-krat zaigrala v finalu, a ostaja brez naslova svetovnih prvakov? Nizozemska. Res je. Katera nogometašica je kot prva prejela zlato žogo? Marta. Ne. Kdo je edini Egipčan, ki je zaigral v La Ligi?
Še 3 sekunde. Ok, Janez, zbral si 3 pravilne odgovore. Real Valladolid je res ekipa, ki jo ima v lasti brazilski zvezdnik Ronaldo. Na drugo vprašanje pa mora biti tokrat priložnost zate, Andraž. Kateri trener s 3 lovorikami v Ligi prvakov je bil uspešen z različnima kluboma? Z različnima kluboma. Tako, samo eden izmed trenerjev, ki je osvojil 3 lovorike, je to storil z več kot enim klubom. Ne vem, na pamet, Capello. Carlo Ancelotti, zadev si državo, ampak Carlo Ancelotti je to storil tako z Milanom kot z Realom. Preostala, ki imata po 3 lovorike, Zidane in Paisley, pa sta osvojila lovorike z enim klubom. Gremo še k 5. vprašanju. Celje je bilo res moštvo, ki je 9-krat nastopilo v finalu in samo enkrat slavilo v finalu pokala. Nizozemska je tista reprezentanca, ki je 3-krat nastopila v finalu svetovnega prvenstva in nikoli osvojila lovorike. Potem pa še 2 vprašanje, na kateri Janez ni imel odgovora. Andraž, mora biti ti. Katera nogometašica je kot prva prejela zlato žogo? Ne vem, fuzbala ženska res malo poznam. Alex Morgan. Ada Hegerberg je tista, to se je zgodilo lani, Norvežanka, ki je 4-krat zapored osvojila Ligo prvakov pri moštvu Lyona in je osvojila torej prvo zlato žogo za ženski nogomet, ki je bila podeljena v letu 2018. In še zadnja, kdo je edini Egipčan, ki je zaigral v La Ligi? Edini Egipčan. Ne vem. Zbral je sicer samo 8 nastopov, ampak to v tisti sezoni, v kateri je Celti pomagal do Lige prvakov. To je bilo v letu 2003, to pa je bil Ahmed Hosan Hussein, bolj znan kot Mido. Mido je tisti nogometaš, ki je iz Ajaxa prišel tedaj v moštvo Celte, kasneje je igral v številnih klubih. Mido je torej edini Egipčan, ki je kadarkoli zaigral v španskem nogometnem prvenstvu. Tokrat torej še 3 pravilni odgovori zate, Janez. In po zaključku kratkih vprašanj je Janez pri 10 točkah, Andraž pa trenutno pri 3 točkah. V tretji rubriki bosta povezovala tematske sklope in iskala znamenito nogometno osebnost, ki povezuje rešitve 3 različnih odgovorov. Torej, najprej bomo slišali 3 vprašanja zate, Andraž, potem 3 vprašanja zate, Janez, in vselej bodo 3 odgovori na ta vprašanja nekako asociirali na znano nogometno osebnost, ki jo bosta napisala na list in oba hkrati pokazala občinstvu. Seveda bo ta pravilna osebnost prinesla 3 točke, vsak pravilni odgovor pa prinaša točko. Najprej začenjamo z vprašanji zate, Andraž, in sicer 3 vprašanja. Prvo izmed njih pa se glasi takole. Katera ekipa v La Ligi je letos zabila največ zadetkov? To lahko kar poveš. Barcelona. Barcelona je pravilni odgovor, točka zate. Barcelona je zabila 63 zadetkov, 14 več kot Real in ima tudi 2 točki prednosti na razpredelnici pred srečanji kola, ki se bodo torej odvila ta teden. Katera francoska ekipa, grejo k naslednjemu vprašanju, katera francoska ekipa je edina osvojila naslov v Ligi prvakov? Marseille. Olympique Marseille, leta 1993 je pravilni odgovor. Tedaj so slavili z 1-0 proti Milanu, Basile Boli pa je zabil zadetek. V Marseillevi ekipi tedaj nekaj znamenitih nogometašev, Alen Vokšič, Rudi Feller, Barthez v vratih, Deschamps je bil kapetan, res izjemno moštvo, ampak edino, ki je Franciji prinesla naslov v Ligi prvakov. Tudi druga točka zate, Andraž, in greva k tretjemu vprašanju. Katera ekipa s 23 naslovi zaostaja le za Barcelono med zmagovalci španskega kraljevega pokala? Real. Ne, tokrat ne. Janez, mora biti ti veš? Se pravi, da zaostaja zgolj za Barcelono po številu kraljevih pokalov. Tako. Athletic Bilbao. Athletic Bilbao je pravilni odgovor.
23 naslovov kraljevega pokala imajo nogometaši iz Bilbaa, Baski so bili zadnjič prvaki v sezoni 2015, sicer pa Barcelona 30 naslovov, Atletik 23, potem šele Real z 19 in tako dalje. Točka torej tudi zate, Janez, uspešno si ukradel 1 točko Andražu. Zdaj pa morate razmisliti iz 3 odgovorov, ki ste jih slišala. Barcelona, Olympique Marseille in Atletik Bilbao. Katera znana nogometna osebnost bi utegnila povezovati te 3 nogometne klube? Torej Barcelono, Olympique iz Marseilla in Atletik iz Bilbaa. Toliko vam lahko pomagam, da je potrebno iti kar precej v zgodovino. Lahko vam pomagam še tako, da gre za nogometaša, ki je zbral največ nastopov med vsemi nogometaši v La Ligi. In povezuje torej Barcelono, Olympique iz Marseilla in pa Atletik iz Bilbaa. Vidim, da je Andražu tale sugestija nekoliko pomagala, nekaj si začel pisati, Ja. Janez tudi nekaj že piše. Mogoče ni prav, dalč od tega. Ne vem, probal bom. Sreča vedno spremlja hrabre, tako da kar pogumno. In ko boste napisala na list, ga kar prosim pokažite in povejte, kaj sta zapisala. Vidim, da imate že, Andraž je že, Janez pa tudi. In pokažemo odgovor na 3, 4 zdaj. Kaj sta Čisto zapisala na list? na pamet. Tako. Ne vem, glej. Aha, Aduric. Adoric. In ti, Janez, kaj si napisal? Nimaš nič. odgovora. Pravilni odgovor pa je Andoni Zubizarreta. Aha. Zubizarreta, znameniti vratar Barcelone, znameniti vratar, ki je začel kariero pri Atletiku iz Bilbaa, ki je bil kasneje pri Barceloni športni direktor in je sedaj športni direktor Olimpika iz Marseilla. Nenazadnje nogometaš, ki je v španskem nogometnem prvenstvu odigral največ srečanj med vsemi. Torej, Andoni Zubizarreta, tokrat res težka naloga, ampak gremo k naslednji, mislim, da bo ta precej lažja. Tokrat torej 3 vprašanja zate, Janez. Si pripravljen? Katera otoška ekipa je prva osvojila evropski naslov? Torej, katera otoška ekipa je prva osvojila evropski naslov? Nottingham Forest. Ne. Morebiti ti veš, Andraž? Katera prva otoška ekipa je osvojila? Katera otoška oziroma britanska ekipa je Aha. prva osvojila evropski naslov? Evropski naslov. Ne bom vedel. Pravilni odgovor je Celtic. Moštvo Celtica je slavilo leta 66-67 in je torej prvo moštvo iz tistega dela, ki je osvojilo evropski naslov, kar je zanimivo. Mnogi veliki klubi so to osvojili šele kasneje. Gremo k naslednjemu vprašanju in sicer zate, Janez, katera nizozemska ekipa je zadnja osvojila evropsko lovoriko? Katera Ajax. nizozemska ekipa? Ajax ne, ni pravilni odgovor. Andraž, morebiti ti veš? PSV? Ne. Ne. Tretja opcija pa bi bila Feyenoord. Feyenoord je to storil leta 2002 pokal UEFA proti Borussiji. In še tretje vprašanje. Katero reprezentanco zastopa najmlajši skandinavski strelec v La Ligi? Torej, za katero reprezentanco igra najmlajši skandinavski strelec v La Ligi? Pet možnosti imaš, Janez, več jih ni. Kaj praviš, katera reprezentanca bi to bila, Janez? Švedska. Sreča, Prav. te znova Prav. spremlja. Švedska je pravilni odgovor. Aleksander Isak je tisti, ki je lani septembra za Real Sociedado zabil zadetek pri 20 letih. Torej, 3 odgovore. Celtic, Feyenoord in Švedska je potrebno povezati v ime znanega nogometaša in ga zapisati na list papirja. Tokrat vidim, Andraž, da si takoj sugestijo dobil in Mislim, da je, ja. napisal na list, da vidimo še Janezov odgovor, počakajmo še nanj, načeloma pa tule torej pri
tematskih sklopih zaenkrat oba s po 2 pravilnima odgovoroma. Videli bomo, ali boste oba dobila še dodatne 3 točke za tole nogometno osebnost, ki jo iščemo. Torej, kdo združuje Celtic, Feyenoord in Švedsko? Janez, mislim, da je tudi že napisal, tako da lahko pokažemo odgovore na 3, 4 in zdaj. Fredi Ljungberg. Ljungberg in zate, kaj si ti napisal, Janez? Ne vem odgovora. Nimaš. Pravilni odgovor tokrat ni, žal, Fredi, ampak je Henrik Larsson. Henrik Larsson je tisti nogometaš, ki je igral za Celtic, ki je igral za Feyenoord in ki je seveda blestel v dresu švedske reprezentance, ne nazadnje je prišel tudi do 3. mesta na tistem znamenitem mundialu v Združenih državah Amerike. Torej, z Dreadlocki povezani nogometaš Henrik Larsson je bil tisti, ki smo ga iskali. Tokrat precej težke naloge, kar se imen tiče. A sta kadarkoli pomislila na Larssona oziroma sta imela kakšno asociacijo nanj? Ne. Kaj pa te je k Ljungbergu tako hitro vodilo? Ker če se ne motim, pri Švedih je igral in je bil isto zelo dober. Zdaj Feyenoord nisem dobil neke povezave, za Celtic je bilo, pa ne vem, nekaj sem imel v glavi mogoče, da je igral za Celtic, ampak se pravim, lahko, da sem mislil tudi napačnega in potem tega napisal. Henrik Larsson je definitivno tak, ki združuje torej vse te 3 pojme, je pa res, da je marsikateri švedski nogometaš hitro skočil v misli. Torej, zaključili smo tudi s tem 3. delom, s tematskimi sklopi, oba sta si priigrala po novi 2 točki, kar pomeni, da je pred zadnjo rubriko še vse možno. Janez, ti si pri 12, Andraž, ti pa pri 5 točkah. Pred zadnjo rubriko izid torej 12-5, vse je še mogoče. V zadnji rubriki bosta namreč oba tekmovalca lahko veliko tvegala. To bo rubrika stopnje težavnosti, v kateri bomo iskali 2 znameniti nogometni osebnosti. Za vsako izmed njiju imam pripravljenih 5 trditev, pri čemer je tista najtežja trditev za 5 točk in pa najlažja tista za 1 točko. Seveda, ko boste vedeli pravilni odgovor, se prijavite z dvigom roke. Naj vas zgolj upozorim, enkrat samo je možno odgovarjati, torej če boste imeli napačen odgovor, sta z odgovarjanjem za tisto znano nogometno osebnost zaključila. Torej, potrebno je tvegati, ampak vse v meri zdravega razuma. Mi pa začenjamo s prvo znano osebnostjo. Andraž, domnevam, da boš ti tisti, ki boš nekoliko več tvegal, Janez pa potrpežljivo čakal, dokler ne bo zares prepričan. In gremo na trditev za 5 točk. Ima 4 nastope na svetovnih prvenstvih in na evropskih prvenstvih. Na obeh je okusil slast zmage. In gremo na trditev za 4 točke. Trditev za 4 točke pa se glasi: že kot najstnik je zaigral in slavil v finalu Lige prvakov. In gremo na trditev za 3 točke. Odigral je več kot 1000 profesionalnih obračunov in je rekorder po številu zaporednih sezon v Ligi prvakov. Če veste, dvignete roko, če ne, gremo na trditev za 2 točki. Trditev za 2 točki se glasi: v Ligi prvakov je ohranil mrežo nedotaknjeno največkrat med vsemi vratarji. Andraž, z dvignjeno roko, povej. Iker Casillas. Iker Casillas je pravilni odgovor. Iker Casillas je pravilni odgovor in tule si priigral 2 točki in prišel do 7 točk. Iker Casillas ima 4 nastope tako na svetovnih kot na evropskih prvenstvih. Slavil je 2-krat na evropskem prvenstvu in 1-krat na svetovnem. Kot najstnik je pri 19 letih že igral in slavil v finalu Lige prvakov, to je bilo leta 1999. Odigral je torej več kot 1000 profesionalnih srečanj, 20 sezon je preživel v Ligi prvakov več kot kdorkoli, pri Realu in pri Portu seveda, in pa, kot smo lahko slišali, je največkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Za 1 točko bi bila še trditev: pri Realu je v 25 letih osvojil lovorike v vseh tekmovanjih. To je torej Iker Casillas. 2 točki zate, Andraž, in s tem si prišel do 7 točk, kar pomeni, da bi s 5 točkami v zadnjem vprašanju lahko izenačil. To bo seveda izjemno težko.
Se pravi, bi moral iz prve tule zadeti, za katerega nogometaša gre. Pozorno poslušaj, Janez, ti pa držiš pesti, ne? Trditev za 5 točk se glasi. V 14 letih profesionalne kariere je v vseh ligah, kjer je igral, osvojil naslov državnega ali pokalnega prvaka. Zlatan Ibrahimović. Moral si ustreliti, ni pravilno, žal, ni pravilno, ampak si pa domneval, bil zelo blizu za probo. Janez, če boš vedel odgovor, seveda glede na to, da je stvar odločena, vsaj kar se zmage tiče, tudi ti, Andraž, če boš vedel odgovor, ker dvigni roko, super. Ne bomo nič pretirano pedantni, greva na trditev za 4 točke. Postal je prvi neevropejec, ki je osvojil zlato žogo. Gremo na trditev za 3 točke. V Evropo ga je pripeljal Arsène Wenger, tedaj trener Monaka. Andraž, kar povej, če bi vedel. Probam, to je res George Weah. Ja, George Weah je pravilno odgovor. George Weah je tisti, ki je prvi Evropejec, ki je osvojil zlato žogo. V Evropo ga je pripeljal Wenger, tedaj na čelu Monaka, in v 14 letih profesionalne kariere je slavil državni in pokalni naslov v Liberiji, v Franciji, v Italiji in v Angliji. In potem bi bila trditev za 2 točki. Bil je najboljši strelec sezone v Ligi prvakov, a nikoli ni slavil v Ligi prvakov, niti zaigral na svetovnem prvenstvu. In pa prvi nekdanji nogometaš na čelu države je od leta 2018 predsednik Liberije. Dejansko prvi profesionalni nogometaš, ki je v vlogi predsednika države, je torej George Weah. In ja, tokrat upišemo 3 točke Andražu, dodatne 3 točke. In Andraž bo torej današnji obračun zaključil pri 10 točkah, zgolj 2 točki pod Janezom. Ampak zanimivo, kako si se hitro spomnil na Georgea. Kaj te je dejansko asociralo? V bistvu že pri četrtem, pri vprašanju za 4 točke me je tam nekaj pritegnilo pri Georgeu Weahu, ker kar imam v spominu je, ne vem, zadnjič sem gledal neko oddajo, pa je bilo v bistvu teh afriških igralcev, ki so osvojili zlate žoge. Ampak sem rekel, bom počakal, ne bom tvihal in evo, za 3 točke, potem sem rekel, strelim. Vidiš, dejansko škoda za tistega Zlatana pri 5 točkah, ampak si bil pri 4 in pri 3 izjemno blizu. Janez, je bilo pa kar sreča, da v bistvu je dejansko tule šele prišlo do tega odgovora. Si ti kdaj pomislil na Georgea? Na Georgea nisem še. Koga si mora biti imel v mislih v teh prvih trditvah? Najprej sem razmišljal celo o Ronaldu na začetku, prvi neevropejec, se mi zdi, oziroma prvo za 5 točk, Brazilca Ronalda, ne? Potem je bila zadeva drugačna, ko sem še naprej slišal, tako da mi še ni bilo čisto. Potem, ko je bil Arsenal, je bila spet druga zgodba, tako da čestitke so tekmovalcev za odličen rezultat. Ja, v bistvu tule na koncu si zbral, pravzaprav polovico točk si še dodal tule na koncu, Andraž. Jaz mislim, da je ena stvar, ki si jo že na začetku izpostavil, in sicer kako drugače je seveda govoriti oziroma odgovarjati, ko si v živo in ko je potrebno odgovor najti v tistem trenutku. Dejansko človek potrebuje nekaj minut, nekaj časa, nekaj rubrik, nekaj vprašanj, zato da pride v tempo. Ja, malo je taka živčnost, taka pozitivna živčnost, ampak se izkaže pri teh hitrih odgovorih, da res moraš na hitro ustreliti in potem dostikrat fali. Zdaj pri teh, ko imaš pa čas za premislek, pa je v bistvu že priješ v neko normalo in neko znanje pokažeš. Super, me veseli, da si na koncu seveda tudi ti pokazal kopico znanja in zaključni rezultat oziroma končni rezultat je izjemno tesen. Vseeno tokrat znova zmaga za Sportklubovega komentatorja Janez Zupanc na koncu pri 12 točkah, Andraž Muravec pa na koncu pri 10 točkah. Ob koncu nogometnega kviza torej izid 12-10, tokrat 12 točk za komentatorja Janeza Zupanca. Janez, seveda je španski nogomet kot rdeča nit današnjega kviza, tista, ki jo bomo z veseljem pogledovali ob koncu tedna. Tudi sam se veseliš nogometnih srečanj, ki bodo na sporedu sedaj vsak dan. Španska liga se vrača in to z dnevnimi tekmami. Ja, Španci, kot verjetno tudi vemo, ostale lige bodo poskušale zdaj nadoknaditi ta izgubljeni čas zaradi prekinitve, zaradi covida.
Je pa močan tempo za vikend med tednom, tako da bomo verjetno vsi skupaj res zelo uživali v teh prenosih. Vemo, da so nogometaši ostajali v formi. Kako ste za formo skrbeli komentatorji? Kaj si sam počel, da boš sedaj lahko iz dneva v dan komentiral tekme? V tem času pred španskim prvenstvom smo imeli sicer na programu Sportkluba kar nekaj ponudbe za naše gledalce. Beloruska liga, Tadžikistanska, to je v tistem obdobju, kjer se ni igralo praktično nikjer po svetu. Zdaj tega veliko več, kot prvi vemo, izmed teh močnejših lig so se vrnili Nemci, zdaj prihajajo tudi ostali. Tako da smo nekako stopnjevali formo in verjamem, da bo zdaj res tisto, kar si najbolj želimo, da bomo res še tisto izražali, tiste svoje občutke med prenosi. Torej tudi komentatorji smo pripravljeni za finiš sezone, daleč od tega, da bi nas COVID kakorkoli ustavil pri tem. Andraž, zate vprašanje, tebe je COVID dejansko ustavil pri marsikaterem načrtu za letošnje leto. Na začetku so že povedala, koliko vse srečanj si pospremil, pa naj gre za tekme v Sloveniji ali v tujini. Kaj vse si imel v letošnjem letu v načrtu in kako kaže s tem? Ja, v letošnjem letu sem imel v bistvu v maju sem imel že rezerviran odhod v Valencijo, ker bi si pogledal o pogledu mesta tudi Levante, Eibar in pa euroligaško tekmo med Žalgirisom in Valencijo. Potem junija kvalifikacije za olimpijske igre v košarki v Litvi. In pa septembra, zdaj upam sicer, da bo šlo skozi, ampak iskreno močno dvomim, imamo pa namen še septembra iti v Moldavijo in Kosovo na Ligo narodov, se pravi reprezentančne nogometne tekme. Sicer sam tudi ne spustim domačih reprezentančnih tekem, že v zadnjih 5 letih, mogoče sem izpustil 3-4, ampak ja, trudimo se, podpiramo v dobrem in slabem. Torej, tako ko bodo gledalci lahko znova na tribunah, bo med gledalci tudi Andraž, to je jasno. Definitivno. Nekako držimo pesti, da se bo to zgodilo še v letošnjem letu, marsikaj od tega, kar si povedal, pa se bo enostavno prestavilo za eno leto in verjamem, da boš marsikaj od tega, kar si rekel, tudi izkusil v naslednjih mesecih oziroma letih. Andraž, hvala ti še enkrat za izkušnje, morebiti mi lahko poveš, je tudi tebi ostalo kakšno vprašanje v glavi, ki si ga ne boš odpustil za danes? Ja, definitivno 2 vprašanji, ne. Na začetku, ko je bilo treba odgovarjati zdaj in pa ne, se pravi tam, ali je Maradona osvojil zlato žogo, ne vem, nekaj me je zmedlo, pa sem odgovoril z napačnim odgovorom. In pa tisto Maribor Olimpija, kdo je osvojil prvi pokal, ja, si ne oprostim, no, ampak okej. Enostavno sedaj veš tisto, o čemer smo govorili tudi pred snemanjem, da se hitro zgodi, da veš odgovor, ampak potem, ko ga je potrebno takole najdeti, ga enostavno ni od nikoder. Ampak vseeno sem vesel, da si tudi na koncu potem v tej drugi polovici pokazal, koliko nogometnega znanja imaš in zakaj pravzaprav vsi upravičeno prijatelji in okolice okoli tebe pravi, da toliko veliko stvari veš o nogometu. Si to upravičil definitivno v tej drugi polovici in bil izjemno velik pravzaprav trn oziroma grožnja Janezovi zmagi. Jaz upam, da sta oba predvsem uživala in se imela dobro in izvedela kakšno zanimivo dejstvo. Hvala obema še enkrat za sodelovanje in pa povabilo vsem gledalcem, da se tudi sami prijavite. Vse to, kar morate storiti, je, da pošljete prijavo na info@sportklubtv.si. Več o samem kvizu in preteklih 7 oddaj, vključno s tole 8, lahko vidite bodisi na Facebook profilu Sportklub Slovenija, bodisi na YouTubeu, bodisi na spletni strani, vsekakor pa lahko vse oddaje za nazaj, kot tudi to pospremite tudi na spletu. Hvala torej še enkrat obema tekmovalcema za sodelovanje, hvala vam za pozornost in do prihodnjič lep vsevedni pozdrav.